Pozdravljeni. Zopet je prišel čas za naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot ponavadi, tisti običajni format, kjer se bomo ukvarjali s 4 različnimi temami in kjer boste dobili vse bližnjice do navedenih originalnih člankov, zapisane v samem opisu. In tudi tokrat, ko navajam tisto, kar piše v samih člankih, bo slika barvna, ko pa podajam moje osebno videnje, moje osebno mnenje, bo ta spremenjena v črno-belo. Tako, še enkrat smo obnovili tista klasična pravila, zato je najbolje, da se lotimo kar naše prve današnje teme. Mnogi članki poročajo o tem, da bi lahko na Red Bullu Maxa Verstappena letos videli tudi 5. pogonski sklop. Sam navajam članek, ki je bil objavljen 25.6. na spletnem portalu motorsport.com. In novica pravzaprav je prišla na dan že na veliki nagradi Kanade, ko so praktično nov set kar hitro zamenjali. Seveda na veliki nagradi Španije smo videli debij 4. seta, ampak tisti 3. je bil poslan nazaj na Japonsko v tovarno Honde v Sakuri in od tam ni nobenih novic glede tega, kaj naj bi šlo narobe. Zavedati se moramo dejstva, da je pravilnik enak za vse in vsak izmed 20 nastopajočih v svetovnem prvenstvu Formule 1 ima na razpolago praktično 4 komplete pogonskega sklopa, to v poenostavljeni verziji. Če se bo Maxu Verstappenu zgodilo, da bo moral uporabiti 5., bo verjetno dirko začel dobesedno iz dna, ampak v sezoni 2024 to ne pomeni, da ga bomo na koncu lahko videli zopet tam na zmagovalnem odru. Razlike so premajhne, da bi se kaj takega lahko uresničilo. In to pomeni, da drugi nastopajoči bojo tako dobili priložnost več, da posežejo po zmagi in po dobrem rezultatu. Ampak gre za nepotrjene novice in pravzaprav govorice. Počakajmo najprej, da bomo lahko izvedeli, kaj se je zgodilo s tem 3. setom. A vseeno pojdimo naprej. Večina navdušencev deli mnenje, da si Liam Lawson zasluži pravo priložnost v Formuli 1. Podobnega mnenja so pri ekipi Sauber. Kot poroča spletni portal GP Blog, so na Red Bull, točneje na Helmuta Marka, naslovili prošnjo, tako piše v članku, ki je bil objavljen 24.6. Namreč v primeru, da na primer Carlos Sainz mlajši ne bi podpisal pogodbe s to švicarsko-nemško ekipo, bi lahko kot plan B uporabili Lawsona. In Liam Lawson ne dobi priložnosti ne pri ekipi Racing Bulls, ne pri tisti glavni, ki jo poznamo kot Red Bull. In to je zanimivo. Namreč mladi Novozelanec je v lanski sezoni dokazal svoje kvalitete in pri Red Bullu so vanj vložili določeno količino denarja. In sedaj, če mu ne dobijo sedeža, bi bilo lepo, da bi ga nekako prepustili drugim ekipam, ki vidijo njegove kvalitete, ki ga znajo ceniti. Lahko se ponovi zgodba, ki smo jo videli v preteklosti, naprimer z Gaslyjem, z Albonom. Ne smemo pozabiti tudi naprimer na Carlosa Sainza mlajšega, ki je začel svojo kariero takrat v ekipi Scuderie Toro Rosso.
In tu seveda lahko vsi mi začnemo razmišljati, zakaj pri Red Bullu imajo tako veliko vozniško šolo, zakaj vlagajo takšne enormne količine denarja, če potem tiste talente, ki izluščijo iz množice ostalih, enostavno ne znajo ali nočejo izkoristiti. A verjamem, to bo ostalo za mnoge nas, navdušence, za enkrat še zmeraj skrivnost. Mi pa raje pojdimo k tretji današnji. Kot poroča uradna spletna stran Formule 1 F1.com 24.6. bo Mick Schumacher stiral bolid ekipe Alpine. Dobro nam je znana zgodba. Mick Schumacher nastopa za ekipo Alpine v vztrajnostnih dirkah v prvenstvu Endurance. Ampak v Formuli 1 je v orbiti Mercedesa. Vidimo ga na mnogih fotografijah in tudi dirkah, ko igra vlogo same rezerve. Ampak pri ekipi Alpine je dobro znano, da iščejo alternativo po odhodu samega Ocona. In tu bodo testirali Micka Schumacherja in Jacka Duana. Duan pri Alpinu igra podobno vlogo kot Schumacher pri Mercedesu. Ampak sedaj se lahko mi navdušenci začnemo spraševati, kakšna je res tista prava vrednost Micka Schumacherja, če ga pri Mercedesu kar tako lepo pustijo testirati za drugo ekipo, saj je bil letos mnogokrat uporabljen na testiranjih, poleg naprimer Andreje Kimija Antonellija in seveda Georgea Russella. Nekako je to signal, da so pri Mercedesu dali proste roke Schumacherju, naj se znajde, kot ve in zna in naj skuša rešiti svojo kariero. Oni z njim dolgoročnih načrtov izgleda, da nimajo. In to velja seveda poudariti, da razne izjave, kako je Mick Schumacher boljši kot naprimer polovica vseh nastopajočih na štartnem razporedu, mene osebno ne prepričajo. A pustimo sedaj to, že od samega začetka sem bil dokaj kritičen do tega nemškega voznika. A videli bomo, koga bodo zbrali pri Alpinu, Schumacherja, Duana ali koga tretjega. Mi pa pojdimo še k četrti in zadnji današnji temi. Danes smo že govorili o težavah Red Bulla in smo že se dotaknili tudi teh testiranj, ki jih opravljajo razni vozniki. Ampak za konec, kot običajno, rahlo lahkotnejša in zabavnejša tema. Namreč, kot poroča spletni portal planetf1.com 22. junija, so pri Red Bullu imeli skrivno testiranje v Imoli z Maxom Verstappenom in starejšim bolidom Formule 1, točneje tistim iz sezone 2022. In prvo vprašanje, ki se lahko pojavi vsakemu izmed nas navdušencev, je naslednje. Kako za Boga je možno imeti skrivno testiranje v Imoli? Namreč tik ob progi so stanovanjske hiše, kjer stanujejo seveda navdušenci, ki slišijo, kaj se dogaja na progi in verjetno imajo tudi oči ter fotoaparate. Namreč zopet dokaz, kako razni novinarji rahlo pretiravajo pri podajanju takšnih in drugačnih novic in posebej naslov mora biti zanimiv. Ampak zadeva ni nič tako strašnega, ni nič tako groznega. Pravilnik dovoljuje, da ekipe s starejšimi bolidi opravljajo neomejeno število testiranj na progi, ki jim je najbolj pri srcu, samo pod pogojem, če je ta starejši bolid v tisti originalni konfiguraciji, da ne bi slučajno testirali kaj novega. Tudi pnevmatike so prav posebne, ki jih nekako dostavlja Pirelli in niso podobne ničemur, kar je seveda na razpolago v svetovnem prvenstvu Formule 1. In zakaj je Max Verstappen testiral?
Enostavno zato, da dobite tiste občutke, primerjavo med bolidom sezone 2022 in tistim, kar ima na razpolago danes. Kajti izgleda, da obnašanje bolida se je spremenilo in to na slabše. Je to za nas, navdušence, dober, slab signal ali mogoče nevtralen? Videli smo v preteklih tednih, da je na primer tudi George Russell testiral Mercedesa skupaj že s prej omenjenima Mickom Schumacherjem in Andrejo Kimijem Antonellijem. Ampak to ni izzvalo nobenih naslovov o tem, kako Russell skrivno testira Mercedesa. Tako da sam taki novici ne bi pripisoval ne vem kako visoke vrednosti, je pa zanimivo, kako takšno dejanje pri Red Bullu pride na vrh vseh novic iz tega sveta, medtem one strani Mercedesa pa nekako so v 3., 4. odstavku omenile tudi Russella. A kot ste razumeli, prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.